Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav v drugi v seriji naših oddajic, ki naj nekoliko uvedejo spremljanje papeževega obiska, ki se bo zgodil konec tega tedna. Gre za apostolsko potovanje na Bližnji vzhod, natančneje v najbolj krščansko med vsemi arabskimi državami, to je Libanon. V naslednjih 4 oddajicah smo se vam odločili predstaviti najpomembnejše 4 verske skupnosti krščanskega predznaka, ki delujejo in nekatere že dolga stoletja živijo na libanonskem ozemlju. Prva, številčno in tudi po pomenu najpomembnejša krščanska cerkev v Libanonu je maronitska. Nikomu ne gre zameriti, če ni še nikoli slišal za maronite. Kajti gre za skupnost, ki obstaja pravzaprav na zelo omejenem zemljepisnem območju. Svoje glavne sledi pa je pustila v Libanonu, deloma še v Siriji in na Cipru. Toda po drugi strani so se maroniti zaradi neprijazne zgodovine že zgodaj začeli raztepati tudi po svetu. In mojda bi bili presenečeni, če bi vam povedal, da imajo maronitske korenine znana filmska zvezda, ki jo sicer poznamo kot Mehičanko, Salma Hayek, ali pa najbogatejši Zemljan, vsaj po večini lestvic, Carlos Slim, ki prav tako živi v Mehiki, navsezadnje pa tudi legendarni Tony Shalhoub, ki upodablja še bolj znanega filmskega detektiva Monka. Vsi ti so po poreklu maroniti in je vsaj njihovim prednikom zibelka tekla v Libanonu. Maroniti sicer sodijo med tiste cerkve krščanskega vzhoda, ki so se skozi zgodovino približale katoliški cerkvi in danes priznavajo papeža, so z njim v občestvu, zaradi česar jim rečemo tudi unijatske cerkve, ker so v uniji s papežem. To pomeni, da ohranijo svoj podedovani obred in tudi svojo pravno ureditev, so pa povsem pridruženi katoliški cerkvi. Maroniti so zgodovinsko med prvimi vzhodnimi cerkvami, ki so stopili na pot zedinjenja s katoliško cerkvijo, namreč že v času križarskih vojn. Zakaj maroniti sploh so maroniti in od kod izvira to njihovo ime? Ime so dobili po svojem začetniku, menihu svetem Maronu, ki je deloval nekje v 7. stoletju po Kristusu. Zanje pa je značilno, da so sicer išli iz tistih vzhodnih cerkva, ki so zagovarjale stališče, da v Kristusu ni dveh med seboj ločenih narav, božje in človeške, ampak da ima samo eno naravo. Čeprav je človek, naj bi Kristus imel samo eno naravo. Po grških besedah monos, kar pomeni sam ali eden, in physis, kar pomeni narava, se zagovornikom tega stališča v cerkveni zgodovini reče monofiziti. In te vzhodne skupnosti niso sprejele nauka cerkvenega zbora oziroma koncila v Halkedonu,
leta 451, ki je oznanil, da sta Kristusovi naravi sicer povezani med seboj v tako imenovani hipostatični uniji, da pa vendarle obe imata v Kristusovi osebi pomembno vlogo. Maroniti pa so se odcepili tudi od monofizitske skupnosti v Siriji, ko so pa sprejeli enega od poskusov kompromisa med tema dvema stališčema, in sicer kompromisa, za katerega si je prizadeval bizantinski cesar Herakli in se nekoliko, v slovenščini to zveni nekoliko čudno, imenuje monoteletizem. Ta pa uči, da Kristus sicer ima dve naravi, božjo in človeško, vendar ima eno samo voljo. In ker telos v grščini pomeni namen in cilj, se je tega nauka oprijela ime monoteletizem. Zato so maroniti bili ločeni tako od današnje katoliške kot od današnje pravoslavne cerkve, ki sta obe zagovornici načela o dveh Kristusovih naravah. Toda, ko so med križarskimi vojnami zahodnjaki množičneje začeli prihajati na Bližnji vzhod, so se maroniti z njimi zbližali in takrat je nastalo tudi njihovo zedinjenje z Rimom, oziroma to, da so začeli priznavati rimskega škofa za svojega vrhovnega poglavarja. Danes so maroniti, kot rečeno, največja krščanska skupnost v Libanonu in jim pripada po zadnjih podatkih dobra petina prebivalstva. Njihov poglavar ima naslov antiohijskega patriarha, vendar svojega sedeža seveda nima v Antiohiji, ki je danes v Turčiji, ampak v Libanonu, in sicer v samostanu Pkerke, ki stoji v največjem mestu v gorovju Libanon, ki se imenuje Žunije. V 20. stoletju je največji pečat maronitski cerkvi pustil dolgoletni patriarh Nasrallah Sfeir, ki je svoje vodenje nasledniku prepustil šele pred 2 letoma. Po tradiciji je poglavar maronitske cerkve tudi kardinal katoliške cerkve, kar je trenutno še vedno nekdanji patriarh Sfeir, ki je danes star že 92 let. Za maronite je značilen tudi zapleten in vsebinsko bogat liturgični obred, ki so ga povzeli po sirski cerkvi, zaradi česar je bil prvotni bogoslužni jezik maronitskih kristjanov Jezusov materni jezik, to je aramejščina. Vendar so do danes v bogoslužju v glavnem sprejeli arabščino. Ob številnih škofijah v Libanonu ima maronitska skupnost svoje škofije tudi v Siriji, na Cipru, v Združenih državah Amerike, v zadnjem času pa tudi v Evropi, kjer tudi živijo znatne maronitske skupnosti. Posebej znane pa so maronitske skupnosti v Južni Ameriki, kjer je kar nekaj maronitov postalo predsednikov latinskoameriških držav, recimo Salvadorja, Gvatemale ali Ekvadorja. Zelo blizu temu pa je bil tudi nekoč tudi kandidat za brazilskega predsednika maronitskega porekla. Gre torej za izredno iznajdljivo, podjetno in kulturno bogato krščansko cerkev, ki pa jo je zelo udarila
libanonska državljanska vojna, v kateri so bili maroniti pravzaprav glavni poraženec. Najširše znan mislec, ki je izšel iz maronitske cerkve, pa je gotovo znani pesnik in duhovni pisatelj Khalil Gibran, katerega knjigo Prerok in še nekaj drugih spisov imamo prevedene tudi v slovenščino. In Gibran je izhajal ravno iz mesta Benašari, ki je še danes eno od središč maronitskega duhovnega življenja. Za maronite je značilno tudi to, da izredno častijo Mater Božjo. Glavno romajsko središče je Harisa, kjer častijo Devico Marijo, libanonsko gospo. In to romajsko središče je leta 1997 obiskal papež Janez Pavel II., letos pa ga bo obiskal tudi Benedikt XVI. Z maroniti se bomo v naslednjih dneh verjetno največ srečevali, bodo tudi najvidnejši med papeževim obiskom. Za konec te kratke oddaje v njih pa naj povem samo še, da je bil maronit, Libanonec, tudi nekdanji apostolski nuncij v Republiki Sloveniji Edmond Farhat. V naslednji oddaji pa bom predstavil naslednjo po številu krščansko skupnost v Libanonu, to so grški pravoslavci. Za zdaj se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam.